Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Najlepša hvala, predsednik. Predlog zakona dodaja en člen, ki pa je za naše upokojence bistven, saj z določilom določa uskladitev pokojnin v višini 3,5 %, 1,7 % oziroma 1 % glede na posamezne skupine upokojencev. Dejstvo je, da je finančna in gospodarska kriza v preteklosti več let kazala zobe ravno v pokojninskem sistemu naše države, ki je že tako podhranjen. Sedaj smo še vsi državljani podhranjeni z zdravstveno krizo, ki še dodatno ogroža ravno starejšo populacijo, ki je še posebej ranljiva in potrebna posebne pozornosti strani naše države. Slednja jim je šla že nasproti zakonom o dolgotrajni oskrbi. Prav tako je sedanja vlada z novim interventnim zakonom oziroma PKP10 poskrbela, da bodo upokojenci dobili izplačan solidarnostni dodatek, kar se je še posebej dobrodošlo zdelo za tiste z najnižjimi pokojninami. V Slovenski nacionalni stranki že dlje časa opažamo in opozarjamo, da je problem naše države vse bolj starajoči se družbi. Nataliteta Slovencev pada, kajti vse manj se jih odloča za družino v teh negotovih letih. Problem predstavljajo tudi preveč izobraženi mladi, ki bi radi delali v svojem poklicu, a ne dobijo dela, zato so raje brezposelni, kot da nekje so zaposleni z minimalno plačo. Nekateri starejši, ki bi že lahko bili upokojeni in odstopili svoj stolček mlajšim, pa še lagodno delajo do pozne starosti. Vse to pa vpliva na našo pokojninsko blagajno, ki si jo sami krojimo. Vsak državljan, ki je trdo in pošteno delal v tej državi, si kot upokojenec želi materialno in socialno varnost in si jo zasluži, ne da živi na plečih svojih brezposelnih otrok, vnukov, sorodstva. Zavedati se moramo, da gre za eno izmed naših najranljivejših skupin, ki je zelo številčna, ter da pokojnine niso socialni transfer, ki ga da država. Marsikateremu upokojencu je pokojnina edini vir dohodka za preživljanje v njegovem zadnjem življenjskem obdobju. Seveda se najdejo tudi tisti, ki so še dovolj fizično, psihično močni, da delajo še naprej za par 10 evrov več v žepu, večina pa je zgaranih fizičnih delavcev, ki komaj čakajo, da izpolnijo pogoje za upokojitev. V zadnjem času smo priča številnim krizam, zaradi katerih se dražijo osnovne življenjske potrebščine, kot je hrana, pijača, elektrika, gorivo in še bi lahko našteval. Vse to ima vpliv na kupno moč upokojencev in njihovo dostojno življenje. V Slovenski nacionalni stranki nam je kristalno jasno, da imajo naši upokojenci vrh glave vseh krivic, prikrajšanosti, ki so se jim zgodile v preteklosti in so se dotikale zakonja o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Nasploh smo Slovenci v vseh teh letih morali že prevečkrat stisniti zobe in zategniti pas na račun raznih varčevalnih ukrepov preteklih vlad. V Slovenski nacionalni stranki menimo, da je ravno sedaj pravi čas, da se zadeve povrnejo v prvotno predkrizno stanje in da vsaj malce prikličemo nasmehe na obraze naših upokojencev. Naj se že končno pokojnine izredno uskladijo v različnih višinah odstotnih točk na podlagi ZPIZ-ovih izračunov. Pomembno je, da se bo s predlogom zakona izboljšal gmotni oziroma materialni položaj upokojencev. V Slovenski nacionalni stranki ocenjujemo, da gre za izjemno dobro rešitev, ki gre v prid našim upokojencem, s tem, ko sledi načelu solidarnosti, socialnosti in ekonomske pravičnosti. Hvala.